V LMŠ-ju in v ostali opoziciji KUL smo obljubili, da bomo vložili vse napore v to, da škodljiva in strokovno sporna novela Kazenskega zakonika ne bo sprejeta. In res, danes smo vložili zahtevo za umik točke z dnevnega reda seje zbora, ki bo potekala drug teden, hkrati pa smo vložili tudi amandmaje, s katerimi predlagamo črtanje vseh členov zakona. Gre za izjemno škodljiv predlog sprememb, s katerim bi celo onemogočili pregon nekaterih kaznivih dejanj. Govorim seveda o spornih postopkih nabave zaščitne opreme v prvem valu epidemije COVID-19, pa o kazenskem postopku zoper pravosodnega ministra Dikaučiča in nenazadnje tudi o preiskavi TEŠ6 in preiskavi Trenta. Svojevrsten absurd je tudi, da so spremembe predlagane v napačnem zakonu, kar je blamaža tako za predlagatelja, kot tudi za vse ostale koalicijske poslance, ki so novelo na odboru podprli. In če mi v opoziciji ne bi svojega dela opravljali tako zavzeto in odgovorno, bi recimo danes šla zgodba s Kazenskim zakonikom mimo nas zelo tiho in neopaženo. Na srečo ni tako, danes se torej pogovarjamo o tem, kako in na kakšen način ta predlog sprememb Kazenskega zakonika vendarle ne bo ugledal luči sveta. Seveda trenutni oportunistični koaliciji v LMŠ-ju ne zaupamo, kljub nekaterim napovedim, da predlog sprememb Kazenskega zakonika ne bodo podprli, smo s preostalo opozicijo vseeno vložili tako predlog za umik točke z dnevnega reda, kot tudi amandmaje, da se vsi členi zakona enostavno brišejo in da se tako prepreči kazenskopravna in pa družbena katastrofa. In nenazadnje, po našem mnenju, je res že čas za 24. april.